Lepo pozdravljeni. Če nismo druga Švica po razvitosti in kupni moči, pa Švicarjem že dihamo za ovratnik po številu referendumov. Z vami sva Rok Čakš in Peter Mrše, vi pa gledate Odmev tedna. Robertu Golobu je uspelo to, kar do zdaj ni še nobeni vladi, torej da bi postali nekako druga Švica, res da ne še po razvitosti, po kupni moči in drugih kazalnikih, ki bi nas zanimali, pa vendarle po številu referendumov se zdi, da bomo kmalu, če ne celo prehiteli Švicarje. V zadnjem tednu se jih je napovedalo kar 5, če jih na kratko povzamem. Slovenska demokratska stranka je zbrala po dobrih 52,000 podpisov za vsakega izmed 3 referendumov, ki so jih napovedali, torej za depolitizacijo RTV Slovenija, o zakonu o vladi in o dolgotrajni oskrbi. Napoveduje se še referendum na družinski zakonik, ki je bil sprejet v torek, in pa včeraj je Nova Slovenija napovedala posvetovalni referendum oziroma vsaj zahtevo za posvetovalni referendum za njihov zakon o dohodnini. Kaj se dogaja v Sloveniji? Postajamo dežela referendumov? To mislim, da je neka reakcija na buldožerski pristop, ki ga ima ta vlada do vsega, kar je počela prejšnja vlada in tudi kar namerava ta vlada uveljaviti preko nekih obljub, ki jih je dala nevladnim organizacijam in vsem ostalim. Torej, po nujnih postopkih, na silo, čim prej, kakor se da, se uresničujejo nekatere agende in ti referendumi so poskus, da se tukaj nekoliko zategne zavoro, da se stvari vendarle malo premisli. Gre za zelo pomembna vprašanja družbena v resnici, tako od zakona o RTV Slovenija, ko gre za javno RTV, kot za vprašanja povezana z dohodnino, torej z davki, kakšne davke bomo plačevali, vse ostale stvari, ki so v teh referendumih še zajete. Skratka, zategnimo zavoro, naredimo družbeno razpravo, odprimo temo, ker gre za bistvene stvari naše družbe. Zanimivo je to, da referendum nekako velja v demokraciji kot, lahko bi rekel, atomska bomba ali pa neko tisto najmočnejše zadnje orodje, ki ga ljudstvo ima. Zdaj to lahko interpretiramo kot neko večjo neposredno demokracijo, po kateri pravzaprav ironično hrepeni levica. Po drugi strani bi lahko to razumeli tudi kot izrazito nesposobnost vlade, ker to pomeni, da mora ljudstvo praktično ali pa opozicija dobesedno na tedenski bazi posegati po tem najmočnejšem orodju, zato da ustavi nekako delovanje vlade. Kje smo bliže zdaj neposredni demokraciji ali nesposobni vladi? Ja, ključno je, da tukaj se najde neko ravnotežje. Če imamo mi referendume na teme, ki so res pomembne, ključne teme v naši družbi, je drugače, kot če imamo referendume za vsako muho ali pa da izigravamo sistem referenduma, kar je, kot vemo, ravno levica, ki se najbolj sklicuje na neposredno demokracijo, to začela s temi posvetovalnimi referendumi in zavlačevanji. Tako da veliko bo tudi povedalo, ali pa precej, kakšen bo odziv na te referendume in pa kakšen bo tudi referendumski rezultat. No, zdaj nekateri očitajo vladi SDS-u, da s tem zakonom o vladi, ki je pravzaprav celo Nova Slovenija recimo ga ni podprla, češ, da naj se vsaka vlada sestavi ministrstva po svoje, da gre tukaj za eno enostavno nagajanje. Po drugi strani vidimo, da že vlada sama ne namerava več tega zakona, ki je dejansko na referendumu uveljaviti. Že zdaj se je minister Mesec že odpovedal svojemu ministrstvu, ki je bilo ustanovljeno posebej zanj, to ministrstvo famozno za solidarno prihodnost, zdaj se nekako ne želi odpovedati ministrstvu za delo. Ja, ampak Robert Golob je tu hitro povedal, tako bo in pika. Tako da mislim, da minister Mesec tu... No, ampak Mesec je rekel, da ima ta interni dogovor nekako. Ja, ampak v neki drugi oddaji je Robert Golob rekel, to ministrstvo bo, tako da bomo na koncu videli, ja, če pa ne bojo pa verjetno v vladi glasovali v skladu z referendumom, to je, da bojo potrdili oziroma glasovali proti temu zakonu. Ja, po svoje je ta zakon, referendum na ta zakon je po svoje problematičen, kaj takega še nismo videli, pustimo vladi, da se organizira, naj se postavi tudi, če se neumno postavi. Je res čudno, da če imajo 20 ministrstv v tako mali državi, ampak ceno za to bi itak potem plačevali skozi delo, ker bi se skozi delo videlo, kaj bo počelo ministrstvo za solidarno prihodnost. Mogoče bi opozicija tu boljše naredila, če jim pusti, naj se postavijo, kak se želijo in potem kritizirala njihov izplen iz tega. Seveda vse ostalo je pa dokaj smiselno. Po nujnem postopku spreminjati
zakon RTV, kjer ne slepimo si, gre samo za to, da odrežejo vodstvo, ne, to zagotovo ni demokratični princip, ki bi ga kdorkoli lahko podpiral. No in močan odziv je bil tudi strani ljudi, ne, čeprav je že sprva kazalo, da gre SDS-u za nohte, še pred dobrim tednom so omenjali, da še nimajo zbranih vseh podpisov, zdaj so zbrali več kot 52,000 podpisov za vsak posamezen referendum, to je, kolikor sam spremljam dogajanje, med največ, če ne kar največ podpisov, ki jih je za posamezen referendum zbrala določena pobuda. Je to že nek znak, da so se ljudje naveličali Golobove vlade in da želijo morda nazaj, ali lahko doseže po drugi strani vlada nov plebiscit, še enkrat plebiscit proti Janši, kot recimo skušajo zdaj prikazati koalicijski poslanci? Ni znak, da so se naveličali vlade, ne. Presenetilo bi me, da bi, če bi tako dobro organizirana stranka kot je SDS, ne bi uspela zbrati potrebnih glasov za ta referendum. To z zadnji teden, ko so dejali, ja, nimamo še dosti, dajte nas podpreti, je bila neka taktika, da se je pospešilo zbiranje podpisov v zadnjih dneh, kot vidimo uspešno. To pomeni, ti podpisi so zbrani, ampak referendum je druga zgodba, ne. Mi vemo, kje je stekleni strop stranke SDS, dokot seže ta njene številke okoli, če so vsi mobilizirani, vključno za Novo Slovenijo, ki seveda tudi vse dva referenduma tu podpira, lahko pridejo 300-350 tisoč, ampak na referendumih je praviloma nižja udeležba, zato si seveda želijo, da bi to priklopili na volitve, ne. Ampak potem je pa druga stran, ki pa ima, kot smo videli v zadnjih volitvah, trenutno večji doseg, če uspe mobilizirati svojo stran. Zato bo te referendume v bistvu zelo težko dobiti, ker smo še vedno v tej luči tega, tako kot si sam rekel, ne, tega volilnega uspeha Svobode. Svoboda še vedno visoko kotira na javnomnenjskih lestvicah, mediji jo nosijo po rokah, tako da zelo težko bo SDS-u te referendume dobiti, ne. Tolažilna nagrada tega pa bo, da se je vsaj recimo na javni radio televiziji nekoliko zavlekel ta blitzkrieg, ki ga je leva politika želela izpeljati po tem, kot ima trenutno recimo vpliv na tej televiziji nekoliko več ta desno-sredinska opcija. No, še en referendum, ne, ki se je napovedal te dni, zdaj danes se še ne zbirajo overjeni, ampak ta teden še neoverjeni podpisi. Torej v torek je Državni zbor potrdil novelo zakona o družinskem zakoniku. Ta praktično uvaja identične rešitve ali pa identične spremembe, kot smo jih že videli 7 let nazaj in so jih državljani množično več kot 60% večino in doseženim kvorumom zavrnili na referendumu. Tukaj pa ne gre samo za volivce SDS-a in Nove Slovenije, družinske vrednote so vendarle pri Slovencih na vseh poljih nekako visoko kotirajo. Bi lahko združevanje s tem referendumom bilo morda tisto, ki bi nekako prevesilo, oziroma lahko ta referendum tisti, ki bi pa vendarle, če bi ga Ustavno sodišče dovolilo, recimo pokazal neko drugo sliko? Absolutno, ne. Jaz sem prepričan, da rezultat tega referenduma ne bi bil drugačen, kot je bil prejšnjega, mislim, da je bilo 63%. Nekaj takega, ja. Tako, ampak tukaj je zdaj druga taktika, ne. Taktika je, da bi se ta referendum ne bi ga dovolilo, ne. Ker uresničuje neko odločbo Ustavnega sodišča. In tukaj bo zdaj zanimivo. Na eni strani imamo težo ljudstva, ki je že večkrat povedalo, kaj si o tem misli, na drugi strani imamo neko odločitev Ustavnega sodišča, na katero so zdaj sprejeli nek družinski zakonik, spremembe in nanj obesili še kup drugih stvari, ki so nastavki za potem tole biomedicinsko oploditev z biomedicinsko pomočjo. Druge stvari, seveda tudi posvajanje otrok strani istospolnih parov. Tako da mislim, da tukaj, ker vedo, da pri ljudstvu ne morejo dobiti večine, so tukaj stavijo na to, da bo Ustavno sodišče tukaj prepovedalo oziroma ne bo dovolilo tovrstnega referenduma. Vendarle se zdi nekoliko nevarno, da živimo v državi, kjer Ustavno sodišče dobesedno se odloča povsem glede na neko sestavo, ki jo praktično arbitrarno določa vlada, torej da ne gre več pri Ustavnem sodišču za neke vrhunske sodnike, ki bi odločali po ustavi in po pravu, ampak recimo danes ob enaki ustavi, ob enakih praktično vseh zakonih, imamo Ustavno sodišče, ki sodi bistveno drugače, kot je recimo tisto pred 7 leti, ki je referendum o identičnem zakonu v enakih razmerah recimo dopustilo, ne?
predvsem znak tega je, da je predvidljivost, kako bojo sodili. Ne. Predvidljivost je že približno, že skoraj kdo bo kako sodil. Ne. Jaz mislim, da se je to zgodilo v zadnjem letu ali dveh, ne, oziroma v zadnjih letih, tako bom rekel. Ne. Na prejšnjem sestavu ni bilo tako očitno ali pa tako predvidljivo, kako se bodo odločitve obrnile, zdaj pa že naprej recimo vemo, ne, kako bo, pa kakšni bodo argumenti recimo te večine 6, 7, ne, pa kakšni bodo argumenti recimo 2 ostalih. No, se po svoje je bila bizarna že sama odločitev, ki je bila povod za to spremembo. Ne. Težko si je predstavljati, da bi nekdo zakonsko zvezo, ki jo poznamo v naši kulturi že tisoče let praktično, ne, lahko ocenil kar naenkrat zdaj pa za diskriminatorno. Ne. Tudi zanimivo je bilo videti pri sprejemanju družinskega zakonika, ne, da je opozicija opozarjala ves čas na dobrobit otrok, v katero posega ta novela, ne, in pri čemer nekako nasprotna stran, torej vladna stran, koalicijska stran, ni imela nekega pravega odgovora, celo še več. Ne, eden izmed koalicijskih poslancev, poslanec Svobode, je celo javno izrekel, da pravzaprav gre za pravico do starševstva. Predlagam, da si pogledava to izjavo. Ne. In nimamo pravice, da bi omejevali državljankam in državljanom starševsko možnost, kajti vsakomur je ta lastna in od rojstva tudi neodtujljiva lastnost. Skratka, poslanec je neposredno priznal, ne, da gre pravzaprav tukaj za željo odraslih, da bi prišli do otrok. Ne. Vsi vemo, kaj je ozadju. Ne. In ker vedo, da ne morejo ozadju priti s tem, ja, otroci so naša pravica, ne glede tega, ali jih biološko lahko imamo ali ne, pač to zavijajo v nekaj, saj nobenemu nič ne jemljemo, ne, logiko. Ne. In ta logika je seveda, sliši se lepo, ne, ampak je fake logika. Zadaj je logika, je druga logika in njihov problem je, da to drugo logiko zavrača velika večina Slovencev. Zdaj, Nova Slovenija se referendumom, ki jih je razpisal SDS, nekako ni aktivno pridružila, 2 od njih sicer načelno, kot so rekli, podpirajo. Je pa v tem tednu sama zahtevala razpis še enega referenduma, tukaj pa govorimo celo o njihovem zakonu o dohodnini. Ne? Se pravi, zakon o dohodnini, ki so ga vložili sami, da bi nekako olajšali družinam in staršem plačilo dohodnine. Sami zakonodajni ne zakonodajni, ampak posvetovalni referendum, ja. Ne, zato, da bi nekako se zdi kot zavlekli postopek. Ne? Pri nas je očitno zdaj, ko so v opoziciji, da zelo selektivno zbira svoje bitke, tiste, ki pa zbere, so pa zanje res pomembna tema. Ne. In davki so za Novo Slovenijo že leta ena ključnih tem. Vemo, da zagovarjajo podporo gospodarstvu, nizke davke, dajmo ljudem denar, dajmo gospodarstvenikom dihati, zmanjšamo birokracijo. In ta tema je njihova tema, to je nedvomno. Ne. In zato so se osredotočili na to temo in osredotočili so se, na kak način ljudem čim dlje zagotoviti, da bodo še lahko dihali. Ne? Vemo, da državi proračunski prihodki so mnogo višji od pričakovanega. Kljub temu, da je prejšnja vlada sprejela dohodninsko reformo in s katero so svarili na levi, da bo 800 milijonska luknja, spomnimo se, to so ponavljali venomer, ne? Pozneje se je skazalo seveda povsem drugače. Ne? In zdaj iz tega Nova Slovenija poskuša, da bi vsaj v letu 2022 oziroma 2023 gospodarstvo in delovni ljudje ta denar imeli. Ali jim bo to uspelo preko tega, da bi dejansko o tem naredili posvetovalni referendum? Verjetno ne, ker bo vlada glasovala proti. Ne? Obstajajo pa procedure, kjer bi zadeva lahko pripeljala do konca leta, kar bi pomenilo, da ker ne morejo spreminjati za nazaj, da bi v letu 2023 ostala prejšnja dohodninska reforma, ki jo je Janševa vlada predlagala, in še normirani SP-ovci ne bi bili udarjeni s tem novim davkom, ki ga je zdaj ta leva vlada postavila oziroma jo načrtuje. Zdaj, bistvena je tukaj strategija, da zdržijo, ne, do novega leta, ker to pomeni, da potem za nazaj vlada ne more več slabšati. Ne. Zdaj, recimo Janševa vlada je lahko za nazaj spreminjala dohodninsko reformo, ker je šlo za izboljšanje stanja državljanov, ne. Zdaj, ker bi pa nova vlada rada dvignila davke, pa tega za nazaj ne more narediti, ker za nazaj ne more ljudi bolj obdavčiti, ne, kot jih je že do zdaj. Zdaj, ko smo spremljali to referendumsko dogajanje, je morda zanimiva še ena stvar.
Ne? In sicer predsedniški kandidat Anže Logar, sicer poslanec Slovenske demokratske stranke, denimo se je pri glasovanju o družinskem zakoniku vzdržal. Ne? Sam je potem to pojasnil, kot da gre da spoštuje ustavne odločbe in da se je zato vzdržal, pa vendarle nekako se zdi, da je to bolj v luči nekega predvolilnega boja, da se kot vodilni predsedniški kandidat želi pokazati nekako bolj sredinski. Zdaj Lojze Peterle je recimo v intervjuju, ki smo ga tudi danes zjutraj objavili, povedal, da je treba biti pri takih manevrih pazljiv, da ne izgubiš identitete. Zdaj, Logar tukaj izgublja identiteto ali nekako uspeva nagovarjati tiste bolj sredinske volivce, ki morda niso tako zelo močni na tej družinski temi? Predvsem si Anže Logar ustvarja identiteto, ki je nekoliko distancirana od siceršnje linije SDS-a. Že tako velja za enega bolj liberalnih poslancev in jaz verjamem, da globoko v sebi on to ni sprejel preračunljivo, globoko v sebi to verjame. Je pa to tudi tudi sopada z njegovo politično strategijo, ker že ves čas gradi nekako na postavki, da te glasove svoje stranke imam in mi bo pomagala v drugi krog, ampak če želim zmagati, moram preseči to. Njegova strategija je vse skozi skoncentrirana na uspeh v drugem krogu. In zelo zanimivo bo videti, ali mu bo to uspelo, kljub temu, da ga bojo osrednji mediji vse skozi potiskali nazaj v okvire SDS-a. Kje bi lahko potencialno izgubil, oziroma kjer odpira prostor, je pa pri krščansko-demokratskih volivcih, ki bi sicer, tako tisti, ki sicer volijo SDS, ali pa bi tudi v tem primeru volili Anžeta Logarja, ker vemo, da je tukaj Janez Cigler Kralj se pozicioniral kot krščanski demokrat z svojo identiteto in je taji svojih vrednot, tudi če so recimo za osrednje medije nezaželene, bomo tako rekli. Ampak to je seveda samo stvar prvega kroga. V drugem krogu tisti, ki bo tja prišel, trenutno najboljše kaže Anžetu Logarju, bo zagotovo lahko računal, verjamem, na podporo celotnega bloka in še kaj več, če bo ta strategija Anžeta Logarja uspešna. Ja, Janez Cigler Kralj recimo je edini od predsedniških kandidatov, ki je glasoval proti družinskemu zakoniku, oziroma se tudi jasno in neposredno o tem izrekel, celo tudi večkrat v intervjujih. Lahko bi celo rekli, da je bila to ena izmed ključnih tem, ki jih je izpostavljal v intervjujih. Ključna mogoče zato, ker mu jo venomer nosijo na plano. To pomeni, ko se pojaviš v levo liberalnih medijih, bojo potegnili na plano, kakšen je vaš odnos do odločbe Ustavnega sodišča v zvezi z posvojitvijo otrok, kakšen je vaš odnos do splava in podobne teme. In krščansko-demokratski volivci se morajo venomer na to temo opredeljevati, zato ker že zgodovina kaže, da so ljudje na te teme razmeroma občutljivi, ta širina, ki jo potrebuje za zmago. In tukaj je tudi gospod Peterle v tisti svoji bitki takrat za nekaj neodločnosti pri teh vrednotah hudo plačal kasneje. No, za nami je tudi prvo soočenje, ki je potekalo ta teden predsedniških kandidatov. Nekako zaenkrat še zelo umirjeni toni, celo slišati je bilo neke dogovore o nenapadanju oziroma o nežaljivosti. Zdaj, samo soočenje je zelo nekako v mirnih tonih bilo izvedeno, pa vendarle je kdo profitiral, je kdo nekako očitno izgubljal, kako si to analiziral. Ja, zdaj treba vedeti, kdo je na poziciji, ki mora braniti, kdo je na poziciji, ki pridobiva. Recimo Nataša Pirc Musar, ki potrebuje, da pridobiva. Recimo Nataša Pirc Musar je na poziciji, ki mora braniti podporo. Proti njej se je obrnil tudi del levih medijev, ker so kandidat neki te koalicije in pa dostega dela tega levega zaredja je zdaj Milan Brglez. In Milan Brglez je prvi, ki ni izkoristil te svoje priložnosti, ki mora nadoknaditi zaostanek. Mislim, da je Nataša Pirc Musar sicer ni izstopala, je pa branila svojo pozicijo. Tretji, ki mora braniti svojo pozicijo, ki je prva trenutno po javnih raziskavah, je Anže Logar. Bil je zelo prepričljiv v smislu strokovnosti vsega ostalega, ampak se je videlo, da je bil nekoliko nesproščen. Četrti, ki pa je delal pristno in sproščeno, ki ima pa veliko za nadoknaditi, ker je pozno stopil v bitko in je že prostor zaseden, je pa Janez Cigler Kralj. Jaz verjamem, da je on v tem soočenju precej pridobil. Na podobni poziciji je tudi Vladimir Prebilič, ampak za razliko od Cigler Kralja on ni deloval toliko pristno, toliko sproščeno, da bi lahko tu neko večjo razliko naredil. Miha Kordiš je bil retorično odličen in nagovarja tisti del te jugonostalgične baze in pri njemu je predvsem to zanimivo, da bomo tokrat prvič izmerili, kolikšen je dejansko domet
te jugonostalgične, leve, socialistične miselnosti v Sloveniji po 30 letih od osamosvojitve. Sabina Senčar je pa predstavnica nekega non-establishment ljudi, politike, ljudi, ki se še do nedavnega z politiko niti niso pretirano ukvarjali, zdaj se jih pa počasi mobilizira preko Facebook mehurčka, ki ga ustvarja stranka Resnica in Zoran Stevanović, in ti postajajo nespregledljiv faktor v slovenskem političnem prostoru, kažejo javnomnenjske raziskave, ki jih počasi že uvrščajo v Državni zbor. Ne? In to je dokaj zanimiv fenomen, na katerega se splača držati oko, gledati, kaj se z njimi dogaja. In še ena pomembna stvar je, da je teh 7 kandidatov, ki so zdaj tu, ne, so zelo dobro pokrili spekter slovenskega prebivalstva. Imamo od te radikalne levice, socialistične, ki jo predstavlja Miha Kordiš, do teh non-establishment, do sedaj politično manj zavzetih, aktivnih državljanov, ki mogoče v ozadju imajo te alternativne resnice, ne, če rečemo alternativna dejstva, so včasih rekli pri Donaldu Trumpu, ki so proticepilsko razpoloženi, govorijo o svetu, gledajo na svet kot zaroto in podobno, ampak tudi ti so del svoje družbe in prav je, da imajo svojega kandidata, in tudi ta doseg bo zanimivo videti preko Sabine Senčar, kam seže, koliko jih je, ne, kje so približno te številke v absolutnem smislu, ki razmišljajo na tak način. No, zdaj tudi krščansko-demokratski pol ima nekako svojega kandidata, ne, s Janezom Ciglerjem Kraljem, pa vendar se zdi, da bi utegnil marsikdo, recimo že v prvem krogu, podpreti Anžeta Logarja, zato da bi si zagotovili, da bi recimo desni kandidat prišel v drugi krog. V zadnjih nekaj volitev se to recimo ni zgodilo, ne, smo imeli v drugem krogu Boruta Pahorja in Danila Tirka ali pa Boruta Pahorja in Marjana Šarca, torej smo zbirali med bolj in manj levo. Zdaj, koliko lahko ta Janez Cigler Kralj recimo zgubi na tem efektu, ne? Tukaj je odvisno, kaj bo javnomnenjske raziskave kazale v zadnjem tednu. Če bo kazale, da so vsi trije na tesne, to pomeni Brglez, potem Pirc Musar in pa Logar, bi se znal ta efekt zgoditi. To pomeni, da bi neki volivci taktično glasovali za Anžeta Logarja, da ne bi prišlo do 2 levih kandidatov. Je pa to razlika od prejšnjih, ker takrat vemo, da so nekako desnosredinski volivci so Pahorja posvojili kot svojega kandidata v smislu, če bomo podprli Pahorja, on bo vsaj do nas tudi strpen, ne? Toleranten, ne? In ima možnost za zmago, to je bila ta računica. Mislim, da je zdaj drugače, ne? Zdaj sta pa 2 leva kandidata, na katerega mislim, da desnosredinski volivci ne enega, ne na drugega ne morejo pretirano računati. Je pa to nastop Janeza Ciglerja Kralja tudi iz tega vidika, kaj sem prej govoril. To pomeni, da zmerimo doseg posamezne, recimo, miselnosti in nazorske usmerjenosti v družbi, tudi zanimiv eksperiment. Upajmo, da bo se tukaj pokazalo, kam seže krščanska demokracija danes, ki ima enega svojega res profiliranega kandidata na volitvah in zraven še nekatere tudi sorodne kandidate, tekmece, ki pa vendarle niso toliko krščansko-demokratski, so bolj liberalni, kakorkoli bi temu rekli. Ne. Tako da te volitve bojo tudi iz tega vidika zanimiv eksperiment, ne samo iz vidika, kdo bo zmagal oziroma kdo bo prišel v drugi krog, ampak da vidimo, kakšno zastopstvo imajo posamezne nazorske usmeritve v naši družbi prek teh kandidatov, ki so se tukaj pojavili v predsedniški tekmi. No, če bi merili recimo te področje recimo po udeležencih, ki se zberejo na shodih, ne, bi lahko ocenili, da se je v zadnjih letih celo povečalo število ljudi, ki so jim pomembne družinske vrednote, ki jim je pomembna vrednota življenja in so se hkrati pripravljeni tudi javno izpostaviti. Recimo, že prejšnji teden smo videli shod v podporo družini, ki je bil največji v zgodovini Slovenije do zdaj na tem področju. V soboto pa je potekal pohod za življenje, ki je prav tako pritegnil približno 5 do 6 krat več ljudi, kot se je istega shoda udeležilo pred enim letom, torej leta 2021. Ne, tam nekje proti 5000 je šla številka udeležencev letošnjega shoda, prejšnjega jih je bilo manj kot 1000. Ne. Ja, rečemo lahko tako, da za dobršen del Slovencev obeh shodov praktično ni bilo. Ne. To je tisti del Slovencev, ki na teh shodih niso sodelovali in so zvečer gledali recimo najbolj gledano slovensko televizijo Pop TV ali brali najbolj bran slovenski portal 24ur.com, kjer o teh shodih praktično ni bilo besede, niti novičke. Ne. Niti ene same. Tako. Ampak ne samo v teh, tudi v naslovnicah v vseh 3 tiskanih dnevnikov, ne, ko je šlo za ta prvi večji shod v času Golobove vlade
pred parlamentom, več tisoč ljudi se je zbralo. A to je novica objektivno gledano za vsak medij, ne? Za naslovnico vsakega medija. Ni bilo niti na Dnevniku, niti na, govorimo o tiskanem, niti na Delu, kot osrednjem mediju, kot so nekoč dejali. Večer je imel neko novičko, ampak bolj v smislu, starci so prišli, nekaj 100 starcev se je zbralo, ne, v tem smislu. Ne. Kaj je to pomembno sporočilo? In tudi RTV seveda je imel novico, ker je nekje moral imeti, recimo v Odmevih ni bilo, recimo o tem shodu pred parlamentom, ampak tam je bila na predzadnjem mestu v Dnevniku, ne, ko je se zbralo nekaj 100 kolesarjev, je bila to prva naslovna novica, vsak teden so prišli, vsak teden so dobili pozornost. Ne. Kaj se iz tega naučimo? Kako pomembno je medijsko pokrivanje dogodkov v državi? To pomeni, če si v mediju, obstajaš, če te ni v medijih, dobrš delo populacije, ne obstajaš. In če tudi lahko rečem, ok, imamo kup zasebnih medijev, ne, imamo Pop TV, imamo Siol, imamo na Info, ne vem koga še vse, ampak tukaj se vidi, na teh temah se vidi, da je njihova ta pretežno levo-liberalna usmerjenost vpliva na to, o čem bodo poročali, o čem ne bojo. In ker so zasebne medije, pač rečemo, ok, lahko je to njihova prostovoljna odločitev, ampak pravica do obveščenosti pa ni zagotovljena. In pravica za obveščenosti, zaradi tega obstajajo javne televizije. In zaradi tega v resnici tudi Slovenija potrebuje javno RTV Slovenija. Ne? Zato, ker takšne dogodke pa mora pokrivati javna RTV Slovenija. Seveda pa Slovenija ne potrebuje take RTV Slovenija, ker tudi takšne dogodke zamoči, ker je pretežna novinarska klientela levičarsko usmerjena in gre z logiko, mi pa ne bomo poročali o shodih, ki kršijo človekove pravice, čeprav ti ne kršijo človekovih pravic v resnici. Skratka, da iščejo izgovore. Ne? Na tem primeru smo videli, kakšen pomen je, da imamo javno RTV Slovenijo, pluralno RTV Slovenijo. In to je ključna stvar, pluralno. Ne? In po drugi strani, kako pomembno je, da imamo medije, kot je Domovina. Kako pomembno je, da se take medije podpre, da se na take medije naroči, da take medije lahko rastejo, da lahko ob spletu razvijajo tednik, tako kot smo mi naredili, da lahko razvijajo video oddaje, tako kot zdaj delajo. Zato, ker če teh medijev ne bi bilo, dobršen del ljudi ni obveščen o tem, kaj se v državi v resnici dogaja. In naši članki na to temo so bili daleč najbolj brani od vseh. Zakaj? Ker nikjer drugje ljudje niso mogli o tem zvedeti, kot o teh shodih zvedeti, kot na Domovini in seveda sorodnih medijih. Seveda na sorodnih medijih je tudi bilo, ampak vemo, kdo ima v Sloveniji trenutno še premoč. Ne? Mi se trudimo. Vemo tudi, kakšna je branost večine teh medijev in kakšna je recimo konkurenca, vendarle Domovina zaenkrat še ne more konkurirati recimo Pop TV-ju. Tako, točno to. Ne? Mi rastemo iz leta v leto, dosežemo že res množičen del prebivalstva, ampak Pop TV je še vseeno sidranje, ena močna mašina, medijska, spletna, televizijska in seveda podobni mediji. In tukaj razmerje je še vedno nekje, po moji oceni, med temo levo-liberalnimi mediji in pa nekoliko bolj konzervativnejši, nekje 70-30 ali pa celo 75-25, s tem, da ga zmanjšujemo iz leta v leto s trudom, ki ga vlagamo, tako mi kot naši sorodni mediji. In ključno je to, da ljudje znajo pravo stvar tudi podpreti. Ne? Da razumejo to poslanstvo, ki ga imajo ti mediji, ki se vidi v takšnih primerih, kot je pokrivanje shodov, kot je bil shod za življenje in pa predtem ta protest pred parlamentom, ki ga je pripravil Aleš Primc. In hkrati, da se pokaže ne, tudi, da se na medije, ki jih morda smatrajo še mnogi kot objektivne, verodostojne, ne težko zanesejo. Ne. Še ena zanimiva zadeva je bila v tem tednu morda nekoliko bolj sproščena. V parlamentu smo videli nekako boksarski dvoboj med Dejanom Zavcem in Urško Klakočar Zupančič. Marsikoga je to zmotilo, potem se je nekako upravičilo, da gre za nek šov za bolne otroke. Šov za bolne otroke. Zakonodajalec ima tisoče, stotine drugih vzvodov na razpolago, kjer lahko naredi veliko za bolne otroke. Malena Miklavčič je v našem komentarju lepo napisala, da so za šov, za zabavo drugih okrog kupica organizacij, Rdeči doski ali pa kdorkoli. Zato, če se predsednica Državnega zbora želi iti šov, naj kandidira za predsednico Rdečih noskov. Če pa kandidira za predsednico resne demokratične institucije in je predsednica resne demokratične institucije, se pa mora vesti temu primerno. In v tem mandatu se dogaja banalizacija politike. Posebej predsednice. Ne? Posebej nje, ampak tudi celotne logike, ki je zadaj. Ne? In to ne vodi nikamor v dobro smer, to vodi v napačno smer.
Koliko ekscesov si lahko Urška Klakočar Zupančič privošči na tem mestu? Odvisno na kak način jo potem mediji pokrijejo. Ne? Lahko to pokažejo, ja, simpatično dogajanje spreminja meje tega predstavljivega kot nekaj pozitivnega. Ne? Če bi pa tu zavzeli recimo nek pristop kritičen, kot je tudi, mislim, da prejšnja vodja protokola, Ksenija Benedetti, ne, ki je dama, ki razume, kaj je primerno in kar ni primerno za neko politično funkcijo, ne, in če bi to se začelo problematizirati, da bi to banaliziranje vendar šlo tako daleč, da bi se začelo tudi množično problematizirati, ne, potem bi hitro morala s takim početjem končati, če ne bi želela svoje politične kariere prehitro zaključiti. Spoštovani gledalci, v tem tednu pa je odmevalo še. Sabotaža na plinu Severni tok je v ozračje nad Evropo izpustila več kot 80.000 ton metana. Oblak, ki je iz poškodovanega plinovoda všel najprej v morje, nato pa v zrak, je dosegel tudi Skandinavijo in Italijo, vendar zaradi nizkih koncentracij plin ni dosegel nevarnosti za zdravje ljudi. Ta teden je Rusija odpovedala dobavo plina tudi Italiji, kar bo verjetno v prihodnjih dneh vplivalo tudi na dobave plina Sloveniji. Brez ruske nafte pa bo od 1. decembra ostala Srbija, ko v veljavo vstopi nov paket sankcij, ki ne predvideva več pretoka ruske nafte po naftovodih prek Hrvaške do Srbije. Na volitvah v Bosni in Hercegovini so med Bošnjaki in Hrvati slavili zmernejši predstavniki, med Srbi pa nacionalistični Milorad Dodik. Evropska unija je sprejela direktivo, po kateri bodo morale vse elektronske naprave po letu 2024 za polnjenje uporabljati vmesnik USB-C. Komunala v Žalcu še vedno išče vzroke, zakaj je prišlo do prebavnih motenj okoliških prebivalcev, zaradi česar je 47 ljudi moralo poiskati zdravniško pomoč. Prebivalci so se namreč zastrupili z vodo. Primer so že prijavili tudi policiji in pa v Iranu. Iran pretresa nova smrt mladega dekleta, ki je 20. septembra izginila med protesti, prejšnji teden pa so našli njeno truplo. Protesti v Iranu potekajo v podporo umrli Mahsi Amini, ki je bila zaprta, ker ni nosila na glavne rute, v priporu pa je nato umrla. Spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca današnjega Odmeva tedna. Z vami bomo znova prihodnji teden, do takrat pa spremljajte naše oddaje, spremljajte spletni portal domovina.je, kjer o dogodkih poročamo na dnevni bazi in berite tednik Domovina. Mi pa se vidimo prihodnjič. Nasvidenje.